Zdravo. Pri prodaji nepremičnine je zelo, zelo pomembna priprava nepremičnine za prodajo. Pri prodaji nepremičnine ni pomembno samo, to, da date nepremičnino v ponudbo, v oglas in potem počaka, da pride pač neki interesent, ampak je zelo, zelo pomembno oziroma ključnega pomena v dosti primerih pravilna priprava nepremičnine za prodajo. Tukaj imamo v mislih predvsem to, kako nepremičnino uredimo, pripravimo, da bo za kupca, torej za tistega, ki bo prišel pogledati oziroma ki se bo zanimal za ogled ali nakup, zanimiva. Torej, kakšen bo ta prvi vtis, se pravi, ključnega pomena je prvi vtis, ki ga nepremičnina v tem primeru naredi na interesenta oziroma na potencialnega kupca, ko stopi na parcelo, ko stopi v hišo, ko stopi v stanovanje. Zdaj, za tiste, ki imate recimo hišo, je pomembno, da pač se uredi okolica, da se pokosi trava, se počisti, tlakovci, ploščice, pospravi neke navlaka, neke škatle, posode, žaklji cementa, marsikaj vidim jaz, ko pridem pač gledati neke nepremičnine, da se počistijo okna, da se počistijo zunanje okenske police, da se uredijo recimo neke malenkosti, kot so, rolete, žaluzije, da to deluje, da zamenjaš žarnice, torej da luč sveti, ko jo prižgeš, torej ne da od 5 luči ena dela, tudi take primere imamo. Se pravi, da se popravijo neke stvari, ki so, vrata se ne zapirajo, nekaj škripa. V glavnem, to so stvari, ki verjetno tudi vsakega posameznika motijo, tudi torej lastnika, prodajalca nepremičnine, ampak si za to ni vzel časa, ker pač se mu tisti trenutek ni zdelo pomembno. Se pravi, treba je urediti okolico, popraviti stvari, zamenjati žarnice, počistiti stvari, če je potrebno, če je nekaj zelo, zelo, umazano, da tako rečem, v smislu sten, ker se že nekaj časa niso pobelile, jih je smiselno seveda pobeliti. Tukaj zdaj ločimo med neko, pripravo nepremičnine za prodajo ali pa popolno obnovo. Jaz ne govorim o popolni obnovi, jaz govorim o tem, da nepremičnino pripravimo za prodajo, da bo zanimiva, da bo prijetna, da bo lepa za uč in da bo seveda naredila dober prvi vtis. Enako velja za notranjost, se pravi, naj bo pospravljeno, naj bodo sobe, prostori pospravljeni. Tisti, ki imate otroke, tudi sam vem, kako je, če so otroci doma, to vse, včasih leži, ko bi bomba padla, ampak ko pride kupec na ogled, je treba to pospraviti. Če ne drugače, dajte vse skupaj v eno sobo, pa ne samo tam bo rastor, druge pa ne bo to urejeno, pripravljeno, pospravite obleke in tako naprej. Torej, nepremičnina mora biti lepa. V bistvu, če malo pretiravam, ampak to je zelo blizu resnice, nepremičnina mora biti takšna, kot bi jo predstavljali reviji, kot bi jo predstavljali v oddaji neki najlepši domovi v Sloveniji. Se pravi, nepremičnina mora biti urejena, lepa, počiščena, pospravljena. Recimo, zelo pomembno so tudi neke vonjave. Recimo, to sem že dostikrat tudi povedal, jaz imam zelo rad, golaže, karkoli, kar se tiče kulinariko, ribe recimo. Ampak vse te jedi, ko jih pripravljaš, imajo zelo močen vonj. In če ste ravno pol ure pred tem, ko pride kupec na ogled, kuhali golaž, pekli ribe ali karkoli drugega, to ni najboljše. Zato ker ne da on nima rad golaža ali pa rib, meni tudi ne, ampak pustimo. To ga bo zmotilo, to bo tisti dali slab prvi vtis, bo rekel, kakšen močen vonj, ali pa kaj torej prezrači stanovanje, prezrači hišo in tako naprej. Tako da priprava nepremičnine je zelo pomembna. Se pravi, znebite se nepotrebne navlake, znebite se stvari, ki ležijo okoli hiše, pokosite travo, počistite stanovanje, pomite po tleh, pomite okna, kopalnice, karkoli, pospravite stvari, pospravite obleke, torej nepremičnino, da enostavno povem, z enim stavkom, pripravite nepremičnino, kot bi jo predstavljali na neki nepremičninski reviji, Naš dom in tako naprej, podobne revije, ali v neki oddaji, ambienti in tako, kjer bi pač pokazali vašo nepremičnino v najboljši možni luči. Torej, takšna, kot je, jo pokažite v najboljši možni luči,
in bo to več kot dovolj, oziroma boste videli bistveno boljši odziv, boljši občutek, boljši prvi vtis. To so sicer vse stvari, ki jih pri nas svetujemo našim strankam in se jih večinoma stranke potem seveda držijo in se jih probamo tudi mi držati, ampak to so zelo pomembne stvari za uspešno prodajo nepremičnine. Torej, prvi vtis je zelo pomemben tudi pri prodaji nepremičnine.